Lep pozdrav vsem v sejni sobi in vsem, ki nas spremljate v neposrednem prenosu na Workplaceu. Najprej kratka predstavitev, sicer verjamem, da me vsi poznate, sem Tanja, v oddelku tržnega komuniciranja že kar skoraj 18 let, skrbim za različne projekte, med njimi je tudi družbeno odgovorni projekt Lahkonočnice, ki ga na A1 ustvarjamo že celih 8 let. Pravljice, sodobne slovenske zvočne pravljice, lahko starši otrokom prebirate ali pa jih predvajate in so dostopne v brezplačni aplikaciji in pa na spletnem mestu lahkonočnice.si. Letos so na Kulturnem bazarju prijazno zapisali: slovenska pravljica je s projektom družbe A1 dobila svež zagon, otroci in starši pa kakovostne brezplačne vsebine, dostopne kjerkoli in kadarkoli. Lahkonočnice staršem že 8 leto pomagajo pri uspavanju otrok. In to je lepa iztočnica, s katero začnemo današnji pogovor. Se pravi, več kot 150 pravljic smo ustvarili skupaj z domačimi pisatelji, ilustratorji in pa strokovnjaki, ki nam priskočijo na pomoč pri premišljenih tematskih serijah. Te serije pa predstavljajo dobro, odlično izhodišče za pogovor o najrazličnejših, včasih tudi abstraktnih temah. In tako dobrodošlo pomoč pri izobraževanju in pa pri vzgoji otrok. V naših prostorih lepo pozdravljam obe strokovnjakinji, ki sta se projektu Lahkonočnice pridružili letos, in sicer projektu z naslovom S pravljicami do sladkih sanj. Upam, da vas ne bomo uspavali, ampak da boste te nauke, tips and tricks odnesli s sabo do današnjega večera in pa kot lepo popotnico naprej za življenje. Pa da predstavim, na moji desni Brigitta Zupančič-Tisovec, diplomirana fizioterapeutka, nacionalna promotorka zdravja pri NIJZ, ki v okviru svojih dejavnosti skrbi tudi za promocijo spanja kot enega ključnih gradnikov telesnega, duševnega in socialnega blagostanja. Hvala za tole vabilo. Hvala tudi vam, ki ste se odzvali. In pa dr. Ljubica Marjanović-Umek, doktorica znanosti, profesorica za razvojno psihologijo na Filozofski fakulteti Ljubljana, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, članica Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. In pa, ko smo se z Nežo pogovarjali, s kom bi sodelovali, sodite tudi med največje strokovnjakinje za področje vrtcev in pa šol. Tako da lepo pozdravljeni v naši sredini. Z nami je pa tudi Neža. Neža je naša sodelavka iz agencije za PR Taktik, ki pa že dalj časa uspešno in pridno pomaga pri promociji tako Lahkonočnic, kot pa tudi ostalih projektov na A1. Življa, Neža. In da odgovorim na prvo vprašanje, zakaj smo se letos pri Lahkonočnicah odločili oziroma osredotočili točno na to temo, po kateri so Lahkonočnice pravzaprav dobile ime. Na to vam bomo odgovorili v tem našem združenju. Zamišljeno je bilo ne kot nek enosmeren pogovor, ampak da se nam pri tem pogovoru tudi priključite in da postavite vprašanja, delite izkušnje ali pa seveda delite z nami vse to tudi vsi vi, ki nas spremljate na Workplaceu. Več glav več ve, zato bi jaz kar začela. Gospa Brigitta, zakaj smo na spanji čisto drugačni? Ja, zato, ker je spanje osnovni temelj našega zdravja. Zato, ker otroci, ki spijo dovolj in spijo dovolj kakovostno, se pravi obe determinanti sta pomembni, so tako telesno kot akademsko bolj uspešni. To kažejo številne raziskave. Spanje je pri otrocih izjemno pomembno tudi za njihov normalen razvoj, za njihovo normalno rast. Med spanjem se sprošča rastni hormon, ki ni pomemben samo v obdobju otroštva, ampak tudi čez vse življenje, kar namreč vpliva na metabolizem beljakovin, aminokislin v življenju, recimo tudi kasneje, skrbi za obnovo žilnega endotelija, poškodovanega čez dan, pa še veliko tega bi lahko naštevala. Pa ne samo, da se sprošča rastni hormon,
Med spanjem pride do izjemno pomembnega zapisa kratkoročnega v dolgoročni spomin. Se pravi, to, kar mi čez dan slišimo, se nam iz hipokampusa, ki je tukaj zadaj center, premakne v senčni režen možganske skorje in tam potem lahko poiščemo te informacije takrat, ko jih potrebujemo. Pri otrocih je recimo to izjemno pomembno, ker vemo, da otroci, ki odraščajo tam nekje do 6. leta starosti, še čez dan potrebujejo počitek. In ti dnevni počitki v resnici pomenijo, da se zapisi informacij med tem spanjem prenašajo, zato so otroci popoldan bistveno energijsko bolj zmožni, lažje si stvari zapomnejo, lažje sodelujejo, bolj so kreativni in tako naprej, še bi lahko naštevala. Potem med spanjem se nam dogaja to, da ko smo naspani, je pri odraslih recimo zelo pomembno, je nižji puls, je nižji krvni tlak, ljudje, ki so naspani, lažje uravnavajo krvni sladkor. Zaradi tega je bistveno manj bolezni srca in ožilja. Ko smo naspani, imamo bistveno več celic ubijalk v telesu, zato je naša odpornost bistveno višja kot pri ljudeh, ki niso naspani. In verjamem, da se boste starši otrok z mano strinjali, namreč ko prvič postanemo starši, letno spimo od 400 do 700 ur manj, kot smo spali pred rojstvom otroka. In potem se dogajajo tiste nenehna, prehladna obdobja, vse, kar pride mimo, pokasiramo in se čudimo, zakaj je. Zaradi tega, ker pač spimo premalo in naša imunska odzivnost ni takšna, kot bi si jo želeli. Da ne bom pozabila, da je spanje obdobje, v katerem se nam zdi, da se v telesu nič ne dogaja, v resnici se dogaja pa ogromno stvari. V možganih recimo v dovolj globokih fazah spanja pride do primerne prekrvavitve in do tega, da se limfni obtok tako zelo popestri, da se ven iz možganov izpeljuje, odstranjuje beta-amiloid. To je beljakovina, ki nastaja v možganih slehernika. V zdravih možganih med normalnim delovanjem ta beljakovina nastaja. Zato jo je potrebno med spanjem, bom rekla, sčistiti iz možganov, ker je namreč, to dokazujejo nešteto zadnjih raziskav, zelo povezana z nastankom demence. Ko smo naspani, smo bistveno bolj energični, čustveno, bistveno lažje uravnavamo svoja čustva, lažje sprejemamo odločitve, ki so za nas zelo pomembne. Skratka, zelo veliko je področij, na katera spanje vpliva tako telesna, kot na področje duševnega zdravja, na področje energije, čustvene inteligence in pripravljenosti, pa še bi lahko naštevala. Koliko pa bi po nekih podatkih mogli otroci spati in, kot kažejo v bistvu raziskave, slovenski otroci spijo premalo? In kakšne so neke posledice? Premalo spanja. Sprejete so smernice, mednarodne smernice, ki smo jih uskladili s World Sleep Society in Svetovno zdravstveno organizacijo. Bom rekla, smo te smernice nekako uskladili in sprejeli tudi pri nas na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Jaz vam svetujem, da dostopate do spletne strani, tam je zelo lepo graf o dolžini, predvideni, predlagani dolžini spanja za posamezne starostne skupine. Namreč v rani mladosti je teh sprememb predlaganih zelo veliko. Kadar govorimo o zdravih otrocih, se pravi, govorimo o zdravih posameznikih, s tem, da pač moramo razumeti, da kadar govorimo o ljudeh, moramo imeti v mislih tudi to, da smo ljudje vsak zase svet in imamo vsak svoje potrebe in je zato pri starših zelo pomembno, da razumejo, kakšne so potrebe teh otrok in da jim pridejo nasproti. Meni se zdi grozna statistika, ko pri najmlajših otrocih niti nimamo pravih statistik, moram pošteno povedati, ampak KBSC, to je zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, raziskava, ki je mednarodna, pa kaže, da
Pri nas v Sloveniji v letu 2023, pomeni so podatki kar dovolj sveži, se je v obdobju v starosti od 11 do 13 let je po priporočilih spalo le 1/3 otrok, v obdobju starosti od 13 do 15 let pa je po priporočilih spala le 1/5 otrok, se pravi, le 20% še naših mladostnikov spi tako, kot so priporočila za njihovo starost. In se mi zdi, da je to obdobje, torej, da so ti podatki tako zelo kričeči, da je res treba začeti delati na tem, da otroke dovolj zgodaj naučimo, kako pomembno je spanje, da jih naučimo spati in da postanejo potem odrasli dobri spalci. Kakšne so pa posledice pomanjkanja spanca? Številne, če sem prej recimo naštevala, kaj vse se dogaja med spanjem, potem lahko rečem, kadar gre za dolgoročno pomanjkanje spanja. To pomeni, da pomanjkanje spanja se zgodi vsaj 3-krat na teden, se ponavlja vsaj 3 mesece in traja dolgo časa, je spregledano in ni primerno obravnavano, potem je zagotovo to velik dejavnik tveganja za razvoj določenih bolezni, srčno-žilnih sem prej omenjala, se pravi bolezni srca, kapi, sladkorne bolezni, zmanjšana imunska odzivnost. S pomanjkanjem spanja se v zadnjem času povezuje zelo kar nekaj različnih vrst raka, rak dojke, rak pri moških prostate in rak debelega črevesja je povezan s pomanjkanjem spanja že. In nekatere države recimo so uvedle odškodnino v primeru, da, če navedem recimo Dansko, medicinske sestre, ki zbolijo zaradi raka dojke in nimajo nobenih niti družinskih, niti osebno anamnestičnih dogodkov, ki bi lahko nakazali na to, zakaj se je bolezen razvila, so upravičene do državne odškodnine. Zaradi tega, ker je njihov delovnik v tem ritmu lahko tak dejavnik tveganja. Se pravi, je že prepoznano v tujini. Potem, tako kot sem prej omenila, otroci, ki ne spijo dovolj, imajo težave v razvoju. O duševnem zdravju bo verjetno moja sogovornica znala bistveno več povedati kot jaz. Jaz lahko rečem, da je zelo veliko raziskav narejenih tudi na tem področju, da se pri otrocih, ki spijo manj, in odraslih, ki spijo manj, večkrat izkazujejo simptomi anksioznosti in depresije, da na takšen način težje predelamo stres vsakdanji, da nam je pravzaprav zelo težko na tem področju. Potem, tako kot sem že prej omenila, demenco, tudi demenca, nenaspani imajo bistveno nižji prag bolečine, težje prenašajo bolečino, ki se lahko pojavi. Pa med drugim recimo lahko rečem tudi, da ljudje, ki imajo težave s spanjem, imajo pogosto tudi težave s telesno težo, kar se namreč med spanjem uravnava ta nivo hormona leptina in grelina. Leptin je hormon, ki v možgane sporoča, da smo siti, grelin pa hormon, ki sporoča, da smo lačni, in ves čas je povišan hormon lakote, kadar smo nenaspani. Se pravi, kar veliko različnih bolezni se potem lahko pojavlja, prav zaradi tega, ker osnovni gradnik našega zdravja ni primerno postavljen. Hvala. Jaz imam eno vprašanje. Izvoli. A lahko spanje nadoknadimo? Ne. Pravzaprav je pri spanju hud problem v tem, da nimamo merila, ne znamo izmeriti, koliko spanja nam primanjkuje. Se pravi, ko imamo povišano temperaturo, vzamemo termometer, zmerimo. Ko nam primanjkuje spanja, smo ljudje naravnani k temu, da poskušamo to nekako uravnavati s svojimi dnevnimi dejavnostmi in
v resnici je problem v tem, da mi sami ne znamo objektivizirati, koliko spanja nam manjka. In če recimo primanjkljaj spanja v določenem časovnem obdobju želimo nadomestiti s spanjem v drugem, naprimer, čez teden premalo spim, zato pa čez vikend malo potegnem, potem svojemu telesu povzročim, temu se reče ta socialni jet lag. To pomeni, da je tako, kot da bi telo izpostavlja potovanju čez različne časovne pasove. Ker smo navajeni na to, za nas je izjemno pomembno, da imamo to notranjo biološko uro čim bolj uravnano in da se v določenem, torej da se z enimi navadami vsak dan ob določenih urah srečujemo, točno zaradi tega, ker ta naša biološka ura, ta naš ritem narekuje te naše dejavnosti, ne? In če mi recimo premaknemo to, kar med tednom spimo določene ure do določene ure, čez vikend pa zamaknemo, gremo malo kasneje spat, ali pa gremo v isti uri spat, pa samo pomaknemo naprej, je potem tako, da vstanemo kasneje, zato je telo manj izpostavljeno sončni svetlobi in zaradi tega se naša biološka notranja ura začne, torej se ne spozna, tako, ne. In je pravzaprav to, da spimo potem kasneje, zato ker bi si radi ta dolg odspali, ne, to lahko pomeni, da se tiste dni, ko naj bi spali več, počutimo slabše. Ker namreč imamo moteno to notranjo biološko uro, s tem je povezan tudi nivo adrenalina in kortizola, ki potem stane. Spomnite se svojih glavobolov, takrat, ko recimo smo spali predolg časa, ne, kako nas vse boli, križ boli, rano boli in tako naprej, ne. Skratka ne. Ni spanje na kredit. Ne, nažalost. Ja. Pa pri tej biološki uri pridemo do naslednje teme. Večerna rutina umiri in poveže. Zakaj je tako pomembno za uspavanje, gospa Ljubica? Zdaj bom šli k otrokom. Tako je. Ne bomo vas uspali. Ja, rutina je tako nekaj, ker je v vzgoju otrok mogoče bolj zaželeno kot na prvo žogo, da bo rečeno mislimo, ker se mi zdi, da rutina pač ne prispeva veliko stojanosti, odprtosti in podobno otrok, pa vendarle imajo otroci rutino zelo radi. Tisti, ki imate otroke v vrtcu, boste vedeli, da v vrtcu je pravzaprav večina časa poteka po nekih predvidenih načrtih, kar pomeni za rutino. Ve se, kaj se naredi pred zajtrkom, ve se, kaj se naredi s tistimi otroki, ki pridejo zgodaj, že ob 6. v vrtec. Oni sami grejo to po 3 dneh, tam je držalnik, takrat ostane, to naredim, to, kaj bo po kosilu, kaj bo pred kosilom. In če otroke vprašate, je njim to všeč. Oni pravzaprav niso navdušeni nad tem, da je zadeva popolnoma nestrukturirana, ker se v tem nestrukturiranih, govorim o predšolskih otrocih, dejavnosti, oni preprosto ne znajdejo, če gre za skupino. Zdaj, če je posamezni otroka, seveda je prilagajanje drugačno, če je skupina, je popolnoma drug pogled, ampak vsekakor je zanimivo, da imajo otroci vgrajene neke mehanizme, ki jim dajo občutek varnosti, če vedo, kaj bo naslednjo dejanje. In to je pravzaprav pri spanju oziroma uspavanju izredno pomembno. Verjetno mnogo bolj kot pri kakšni dopoldanski ali pa popoldanski dejavnosti pri uspavanju, ker bi radi to čas uspavanja skrajševali, ne bi porabili za to 1 uro, ker je to pravzaprav zelo neprijetna situacija za otroka in za starše, pa ne nazadnje tudi vzgojiteljice oziroma vzgojitelje v vrtcu. Zato se mi zdi, da je fino, če uspe starš zelo zgodaj pri otroku, že pri malčku, vzpostavi to rutino. Zdaj pri dojenčku namerno ne reče v 1. letu, ker je ta biološka različnost med njimi taka, da reči, da bomo pa zdaj imeli vsi jih ob 2 v postelji, pa ob 5, pa potem ob 8, ne bo šlo. Otroci so po svojih temperamentnih značilnosti prerazlični, da bi to bilo moč pričakovati. Vsekakor je pa rutina potem del vzgoja, ni ta dispozicijska razlika med otroki in prej, ko bomo začeli navajati otroka na to, da
sledi potem po večerji ali pa že pred večerjo, neka konkretna dejavnost in potem govorimo o spanju, seveda po večerji še točno ve, kaj mora narediti, kako je zdaj za to higieno in vse ostalo, in potem gremo po posteljo. In v postelji je pravzaprav to, o čemer danes govorimo, tam je pravzaprav nekaj, kar se mora zgoditi, da je otroku prijetno, da zaključi ta dan, da odmisli vrsto stvari, ki so se dogajale, da se mu to ne vrti v glavici in da pravzaprav poskuša umiriti svoje telo in doživeti nekaj lepega in to na način, ko se počuti čustveno varnega. In tukaj je pravzaprav, tukaj vstopi, bodi si poslušanje pravljic ali pa branje pravljic, eno in drugo je primljeno, eno in drugo ima nekaj svojih prednosti, pa drugo pa obratno. In pravzaprav otroci se že približno, kot kažejo podatki, v tednu dni, 14 dneh naučijo, da brez tega ne morejo zaspati. Zdaj, če je komu to čas, ki ga zgubljamo, zato ker se je on na to navadil, potem bi mogel pravzaprav zmeriti čas, ki ga zgubi v primeru, da ni otroka na to navadil. Da pravzaprav danes pa nimam časa, danes ne boš poslušal, si kaznovanje, eno, drugo, tretje in kljub temu ga seveda mora iti spat. Če bi natančno opazovali, koliko težav ima ta otrok, potem zaradi različnih razlogov, da ne zaspi, primerjavi z takrat, ko mu namenimo 15-20 minut časa ob tej vsakodnevni rutini večerni, bi videli, da je to drugo, mnogo tudi bolj racionalna rešitev, tako za otroka, tako, ker mu je prijetno, ker mu je fino, kot seveda tudi za odraslo osebo. Tako da na rutino je treba v določenih primerih kar presegati. Tudi če ta beseda rutina tako zveni zelo grobo ali pa zelo posegajoče v nekaj. V času ravno za vrtce govorili, da je rutina v vrtcu preveč. V resnici merili so, recimo koliko je to, postavijo vse vrsto, grejo na WC, pride iz WC-ja, grejo za mizo in tako naprej, primerjavi z nekimi drugimi dejavnostmi. Veste, ne da se, sploh ne v skupini, drugače kot skozi rutino določene stvari početi. In bolj je problem, ali znamo to rutino napolniti. Kaj je vsebina rutine? Pa ne govorim zdaj samo o tem pravljica zvečer, ampak tudi čez dan. Če je rutina to, da morajo nujno vsi samo v vrsti stati in čakati, da si umijejo roke, se pa med seboj ne smejo pogovarjati, potem je ta rutina res prazna dejavnost, je nekaj, kar je slabo. Če pa v času rutine otroci lahko počnejo stvari te drobne, za katere nimajo drugače časa, se malo pomukajo, malo kaj drugemu povejo, to, kar ni stvar nekega dogovora, kaj bodo, potem je rutina mnogo bolj otrokom včasih zabavna, kot pa to, da moramo poslušati odraslo osebo, bodi si v domačem ali pa v vrtčevskem okolju. Ko ste omenili, ali poslušajo pravljice, ali berejo skupaj starši, kakšne so neke prednosti enega ali drugega? Zdaj, ko berejo pravljice, bom začela z branjem. Recimo, ko berejo pravljice, je zanesljivo prednost, če bi zdaj tukaj vzeli v roke eno od teh pravljic, bi nam najprej v oči padla ilustracija. Torej, ilustracije v knjigah za otroke so narejene za otroke in narejene so kot dopolnilo besedilu, in ne kot okras, torej to moramo vedeti. Torej dopolnilo besedilu in otroci se zelo zgodaj naučijo dekodirati oziroma brati ilustracije. Včasih celo svojo pozornost mnogo bolj usmerijo in posledično tudi vprašanje, ki postavljajo na ilustracije, kot pa na samo besedilo, ali pa jim ilustracije, pravzaprav to branje, ki je lahko za njih tudi, če poteka recimo 5 minut ali 10 minut, težko usmeriti pozornost samo na verbalizacijo. Oni pravzaprav vztrajajo, velikokrat zato, ker imajo na vsaki strani ali pa na vsaki drugi strani ali pa celo pa še več, kot samo na eni strani pa 1-2 ilustracije, ki jih mogoče celo odpelje stran od tistega in sploh ne poslušajo več. Tako da zelo pomembna je ilustracija, ki jo torej pri poslušanju nimamo. Pri poslušanju je pa prednost recimo iste pravljice tam, da mora otrok v večji meri vključiti svojo pozornost. Torej on pravzaprav, če hoče, pride do
sledenja zgodbi, če hoče zgodbo razumeti, kot rečemo, potem mora biti pravzaprav pozoren na besede, ki jih sliši, in tam je pravzaprav zato izredno pomembno, kdo pripoveduje to pravljico, zato da vzbudi njegovo pozornost. Morate vedeti, še enom odraslim je včasih težko, če imamo čisto nobenega pomagala vizualnega, imamo samo besedno posredovanje informacije, poslušamo in si delamo včasih nekaj, si sami začnemo risati ali pa karkoli. Torej, otrok pa tam nima in edino, kar ima prednost, je to, da ta glas, ki pripoveduje pravljico, verjetno pri poslušanju, neverjetno pa zagotovo, vzbudi njemu več pozornosti, kot pa običajen starš, ko bere pravljico. Govorim o običajnem starš, ki ni profesionalec in ki ne bo na ta način z vso dinamiko, z glasovnimi presledki, z poudarki in podobno prebral pravljico. In tukaj je pravzaprav prav to je tisto, kar ohranja otrokovo pozornost, ki se na ta način razvija, tudi v tistem delu, ki je kasneje močno zaželena. V šoli vemo, da je kar veliko verbalizacije oziroma pri kjerkoli učenju in je zaželeno, da imajo otroci razvito zmožnost poslušanja, sledenja in razumevanja, tudi če ni vse okrancano in vse posredovano preko neke druge vizualne, da nima podpore v nekih drugih vizualnih učinkih. Tako da tukaj se rahlo razlikuje eno in drugo, mora biti pa dovolj profesionalno, kar pomeni tukaj ilustracija pri branju mora biti profesionalna, mora biti dobra, mora biti primerna starosti otrok in tam mora biti pravzaprav bralec, oziroma bralka, zopet profesionalna, tako da vzdržuje otrokovo pozornost. Ker v bistvu pravljice tudi vplivajo na razvoj govora pri otrocih. Ja, močno vplivajo na razvoj govora, pravzaprav vplivajo tako na ta kognitivni, spoznavni vidik, v katerem je pač govor doma, kot na ta socialno-čustveni vidik, na katerega včasih pozabimo, pa imajo pravljice močan vpliv, ampak če rečemo za govor, seveda na eni strani besedišče, ki ga otroci dobijo skozi literarni jezik, in kjer je dokazano, da literarna besedila za otroke, če so kakovostna, vključujejo za 1/3 bolj raznolik besednjak, kot ga vključuje vsakodnevna komunikacija odrasle osebe, ki je jezikovno visoko kompetentna, na otroka. Torej, govorimo o jezikovno visoko kompetentni osebi, ne nizko jezikovno kompetentni, ki tam ne delajo primerjav, ampak tukaj je ta 1/3 pač literarni jezik, je drugačen jezik, kot je pa jezik dnevne komunikacije, pa se lahko še tako trudimo. In s tem je pravzaprav tudi možnost razvoja besedišča pri otroku, ki posluša pravljice, izredno velika. To je en pomemben element. Drugi pomemben element je pa ta sposobnost pripovedovanja, ta narativnost, ker gre za pravljico, zgodbico in pravzaprav otrok se nauči, kaj pravzaprav zgodba je. Lahko je zelo kratka, lahko je dolga, lahko je pravlična, lahko je resnična, ampak zgodba je neka zaključena celota. Se bodo pa naučili jedro in zaključek, ampak oni pravzaprav dobijo ta občutek pripovedovalski, da najmanj kar je, junaka ne smejo izgubiti. Zgodba ali pa junakinja mora biti začetka, pa na koncu se mora nekje pojaviti, smo jo vljubili. Skratka, ta sposobnost pripovedovanja je izredno vezana na poslušanje in pa na branje zgodb. In potem še en vidik govora, ki ga skoraj ne moremo omeniti, to je pa ta metajezikovni vidik, to, da se otroci naučijo besed, ki opisujejo doživljanje, čustva, na šuma, torej kaj kdo misli, kako se spomni. Tukaj to besedišče je v pravljicah izredno bogato, na eni strani res to čustveno, na drugi strani tudi to socialni jezik, vedno se dogajajo neke odnose med junaki in junakinjami in tukaj je zmožnost, da otrok razume, kako rabi ta meta jezik, ki ga morda v okolju, kjer relativno hitimo, v tem vsakodnevnem starševskem sploh ne sliši, oziroma bomo kar rekli, naredi to, ne bomo rekli, kaj misliš, ali si ti zdaj pripravljen to narediti. Tako se ne pogovarjamo z otrokom, zato je tudi to besedišče, ki ga dobi skozi
poslušanje in prebranje pravljic predvsem drugačno. Sprej, poslušanje pravljic pred spanjem lahko povzamemo, je izjemna naložba v otrokov razvoj in pa učenje. A kako pa starši se najlažje v bistvu pridejo do kakovostnih pravljic, kako ločijo dobra literarna dela od slabih? Ne vem, kako je z pojavom umetne inteligence, kaj priporočate staršem? To je vprašanje pravzaprav za obe, ker verjetno tudi lahkonočnice so pravzaprav nastale iz tega vzgiba. Dajmo ponuditi staršem, ki v pomanjkanju časa konstantno iščejo kakovostne vsebine za otroke, nekaj, kar je kurirano, nekaj, kar zdaj pravkar korigiramo, se pravi te dobro narirane pravljice. Se pravi, začeli smo s pripovedovalci iz domov za starejše občane, ki temu kriteriju ne zadoščajo, ki ste ga gospa Ljubica omenili, ampak jih pravkar na novo snemamo s profesionalnimi igralci. Se pravi, tudi mi se spotoma učimo. Nekatere pravljice bomo seveda pustili še vedno v aplikaciji, ker tudi starši ali pa stari starši niso vsi profesionalni igralci in je fajn, da dobijo te nianse. Ampak še enkrat vprašanje, se pravi, kje se najdejo, kje poiskati kakovostne pravljice, kako ločiti seme od... Včasih je to težko, ne? Težko je zato, ker se vsebina pravljic za starostjo otrok seveda spreminja. Tista vsebina, ki naj bi otroke potegnila, čeprav tudi tle ravno zato je težko, ker te niso tako enostavne, ne? Bi rekli, krajša, ko je, bolj bo primerna za mlajšega otroka, daljša, ko je, bolj bo primerna za starejšega otroka. To je včasih lahko zelo, zelo narobe, ko znamo te izkrivljene pravljice, ki jih v krajši obliki, ne vem, če hočete, klasika pravljica, ne vem, Rdeča kapica, ne vem, Janko in Metka in podobno, ki jih dobite na 2-3 straneh, v neki listom dolgi slikanici in v samopostrežbi, v oblagajni ali kaj podobnega, torej to je zelo kratka, bi rekla, tole bo pa moj otrok zdržal, in bom jaz tole kupila in bom tole brala, narobe. Zelo pomembno je, da si pogledamo in da beremo izvirne avtorje oziroma avtorice literarnih del in ne skrajšane oblike, ker tam pravzaprav ne dobiramo tistega, kar sem prej govorila, bogatega jezika, literarnih preskokov, opisovanja situacij in podobno, in znakov, jezik. Česar tam naredijo najkrajšo rdečo nit, je prišla, je bila in je odšla. Torej, to je najkrajša zadeva, zato torej dolžina ne, izvirnost, torej kdo so avtorji in avtorice, pa da, in tudi to bi rada podarila, mačko, pa starejšemu predšolskemu otroku lahko beremo dolge pravljice, lahko jih beremo tudi zaporedoma. Več dni, isto pravljico, in bo pravzaprav zelo, zelo navdušena. Ko bi bo čakal, da gre v posteljo, da bo slišal nadaljevanje pravljice, pa še malo se bo mogel spomniti, kaj se je zgodilo v osebini včerja, kjer smo končali in podobno. Včasih je celo fajn, da mu rečemo, se spomnim, z enim stavkom, dvema, pove, kaj je že bilo, ker jaz se pa ne spomnim, in ga na ta način motivirate, da seveda pozorno posluša. Torej, to je, dolžina sama ne more biti kriterij. Potem, ko pa začnemo bolj natančno z avtorji in avtoricami, se da seveda zgubimo. Mislim, mi imamo v Sloveniji ogromno izvirnih slikanic oziroma otroških knjig in imamo tudi ogromno prevodov, enih in drugih kakovostnih, žal pa tudi ne vse kakovostne. In jaz zelo priporočam, da verjamemo tistim, ki se z otroško in mladinsko literaturo ukvarjajo in naprimer nam dajajo neko pomoč, ta zelo že razširjena pomoč, mislim, da je pa zdaj že krepko več kot 10 let, ko vsako leto dobimo seznam knjig, ki so dobile zlato hruško. Torej, to je seznam, ki tudi pove, za katero starost okvirno, sicer pa svojega otroka mi najbolje poznamo, ampak okvirno, za katero starost je knjiga primerna in predvsem zagotavljajo, da je z literarnega vidika kakovostna. Ker sicer bi morali imeti knjige prebrane, zdaj to vprašanje, kakšen kriterij si mi postavimo in podobno, ampak iz tega nabora se da potem izbrati
In jaz priporočam, da izbiramo malo tudi glede na to, na kaj otrok namiguje. Zelo pomembno je, da če bi otrok rad nekaj poslušal, če se mu je nekaj posebnega zgodilo, če je nekaj doživel, če ga je nekaj strah, če je ves navdušen nad tem, kako so bili na rojstnem dnevu in podobno, da te vsebine, ki jih on nakazuje, da so mu trenutno čustveno blizu, da v tem naboru dobrih knjig, kakovostnih knjig, izberemo vsebinsko tako, ki to obravnava. Torej, s tem bomo še en korak več naredili k temu, da bodo res poslušali in da bodo pravzaprav na ta način, da bo imela slikanica poslušanja in branja pozitivni učinek. V umetni inteligenci pa, jaz mislim, da zaenkrat lahko, ker pozabimo, na njo ni še prišla do tja, da bi v slovenščini lahko dobili kakovostna besedila, ki bi bila primerljiva, kaj pa še s katerimi bi lahko nadomestili besedila, Ta izvirna besedila oziroma slovenski avtor in pa avtorica. Ali pa, da ne bo pomote, nimamo slovenski, lahko tudi prevodi, imamo tudi pri prevodi se mora odločati stroka, če govorimo o nekem dobrem naboru knjig, potem ne prevedemo vsega, prevedemo tisto, kar je v tujini, recimo, kako doseglo neko ocenjeno kakovost. Hvala lepa. Zdaj smo izvedeli vse o tem, katere pravljice poslušati na mizi. Je ena smer, ena usmeritev. Jaz bi priporočila še oddajo Lahko noč otroci, ki je že skoraj 60 let ustvarjala na prvem programu Radio Slovenije, s katero tudi vsako jesen sodelujemo. Jaz bi se pa zdaj spet malo vrnila nazaj k spanju in metodam uspavanja, ker verjamem, da imate starši težavo in pač boj vsakodnevni. Obstajajo kakšni nasveti, kakšni tips and tricks, kako zaobiti te mogoče tedenske boje ali pa včasih zaporedne boje. Kaj se zgodi, recimo pač pravkar so se zaključile počitnice, se pravi prvi šolski dan, ko so aktivnosti in naše življenje verjetno majčkeno drugačno, kot v šolskem obdobju ali pa tudi sicer enako velja za vrtce. Obstajajo kakšni sveti, stroke, ker mislim, da to vse zanima. Ja, a veste, tako je, na spanje se začnemo pripravljati takoj zjutraj, ko smo vstali. Takoj zjutraj se začnemo izpostavljati svetlobi. Zelo pomembno je to, da smo dopoldan močno izpostavljeni svetlobi, da se popoldan več ne izpostavljamo tako zelo in otroke ravno tako. In da zvečer poskrbimo za to, da je svetlobe, umetne svetlobe čim manj, da se v telesu začne v resnici sproščati melatonin. To je sicer hormon, ki je štarter. Hormon, ki telesu sporoči, zdaj se je pa začela delati tema in treba biti spati. Melatonin potem v procesu spanja ne sodeluje. V procesu spanja sodeluje, tako kot sem že prej rekla, ta naša notranja biološka ura pa adenozin. Se pravi, ta dva morata biti na cirkadiani ritem, notranja biološka ura na najnižji točki, adenozin pa na najvišji točki nabrana in ta razlika mora biti največja. Takrat je primeren trenutek, da gremo spat mi ali pa naši otroci. Izjemno pomembno je tudi, da so otroci čez dan zelo telesno dejavni, da te telesne dejavnosti ni zvečer tik pred spanjem, da ni dirkanja, ker je še toliko različnih stvari ostalo, pa jih je treba zdaj tik pred spanjem narediti. Tak otrok bo imel precej povišan metabolizem in bo težko zaspal, tudi adrenalin in tako naprej. Posledično se tudi nam poveča adrenalin, da se je to začaran krog. In otroci čutijo, to našo energijo čutijo, veste, to, da mi komaj čakamo, da jih bomo spravili v posteljo, oni pa ne še, ker se še dogaja. Se pravi, to zavedanje, da otroka pravzaprav čez cel dan počasi pripravljamo na to, da bo zvečer en ritual, ki bo potem razglasil, da zdaj pa čas za spanje. Obstaja 10 priporočil za zdravo spanje otrok, ki vam jih zelo priporočam, na spletni strani NIJZ so dostopne, da ne bom zdaj vseh 10 razlagala, ampak
V resnici je zelo pomembno, da ima otrok že čez dan primerno prehrano, da je dovolj hidriran čez dan in ne šele zvečer, joj, treba je spat. Mami, jaz sem žejen, to se je vedno ponavljalo, ne. Potem To so bolj se pa izgovori. pol litra tekočine spije, je pol treba iti pa lulat, ne. Se pravi, Še ena pravljica. Ja, še ena pravljica, ne. To, kar je prej gospa izpostavila, ne, ta občutek rituala, ta varnost zaporedja, ki se ves čas ponavlja, ki otroku pove, zdaj se je tudi v družini začel dan umirjati in nič posebnega se ne bo dogajalo, se pravi, zdaj grem lahko spat, ker ne bom nič posebnega zamudil, ne, to je zelo pomembno. Potem je ta občutek varnosti, ki ga je tudi gospa izpostavila. Mi tukaj se nam zdi, da smo varni, ne. Če pogledamo samo malo stran od našega praga, otroci niso varni, zelo težko zaspijo. Ampak če pa zdaj to varnost predstavim še na en drug nivo, otroci, ki spijo v veliki postelji, v kateri se zgubijo, nimajo občutka nadzora in imajo slabši občutek varnosti, zaradi česar bojo tudi težje zaspali, ne. Tudi to je treba razmišljati, ne za otroka, takoj, ko bo šel iz zibelke, kupiti veliko poslov, da bo za dlje časa, ne. Ali pa, prej smo se pogovarjali, da jo pregradiš, oziroma neko zaveso, ali pa nekaj, Pa ni možno, da je to odvisno od otroka do otroka. Jaz imam primer, moj otrok, rečemo, ne, v tej postelci 60x120, on tam ni mogel spati, on se je skozi letavo, noge so se mu zapletale, pač res mu ni šlo, medtem ko... Mirno se strinjam. Tako, ker se on ful premetava in potem v ta veliki posli je super, ne, ker pa on lahko noge da vse povsod. Kadar otroci ne spijo mirno, potem se čist strinjam z vami, ker ga to lahko zbudi. Kadar pa otroci spijo mirno, pa imajo pa rajši občutek tega ugodja, da vedo, kje je kaj, kje je kakšna meja, da nimajo strahov, ki jih lahko sproža ta prostranost, velikost, ki je ne znajo čisto dobro opredeliti, ne. Ampak otroci so različni, res so različni, tako da je to zdaj tako, so določene stvari, ki pri določenih otrocih zelo prav pridejo in so določene stvari, ki ne pridejo tako prav. Zato se mi zdi, da je tako zelo pomembno, da starši znamo ugotoviti, kakšne so potrebe našega otroka. In ko to znamo ugotoviti in ko ga znamo primerno peljati čez dan in potem čez ta večerni ritual in ga potem mogoče še z enim takim lepim načinom, kot so uspavanke, zgodbe, poslušanje teh zvočnic, kjer glas, ki te pomiri, razlaga določeno vsebino, ne, tudi to se mi zdi zelo pomembno, ne. Starši, ki berejo, to je zagotovo, to so zelo dragoceni trenutki. To so naložbe za prihodnost in zdi se mi, da na tak način otroku res damo eno doto za življenje, ker ga naučimo določenih stvari točno takrat, ko je to potrebno, ne. In spraviti otroka čez to zelo občutljivo obdobje uspavanja in znati prepoznati njegove potrebe in ne tega, kar piše v knjigah, so male zmage. Male zmage, ki jih starši zelo težko izboljujemo. In vsak zase pravzaprav. In tri otroke imam in trikrat sem šla čez 3 različne poti. Zelo težko je zdaj reči, res pa je, ta priporočila za zdravo spanje so znotraj tega, lahko povzamete, izluščite to, kar je za vas primerno. Tudi to, recimo, da otrok, ki potrebuje dnevni počitek, gre spat, ker je sicer zvečer preutrujen, da bi zaspal, ne. Da otrok, ki pa ne potrebuje dnevnega počitka, pa ne gre spat, ampak gre zato prej zvečer spat, da vidimo, kdaj otrok kaže znake zaspanosti, da znamo to prebrati, da to ni točno v tej uri, ki smo si jo mi želimo, ampak je to otroku ritem, ki mu moramo podrediti za nekaj časa naše življenje. Kakšno je vaše mnenje o prilagajanju spanja glede na letni čas? Ker vemo, da poleti je dan do 10 zvečer, temperature so visoke in če se držimo nekih rutin, da gre otrok ob 8 spat, ali ste mnenja, da lahko poleti to podaljšamo ali ne? Ja, glede na to, da je takrat še zelo veliko svetlobe, je naš notranji ritem malo drugačen, ne. Se pravi, ne moramo zdaj govoriti o tem, da smo in po zimi in poleti čist enako naravnani. Nismo, ne, nismo.
Zato tudi ni nič groznega, če počasi zamaknemo ta naš ciklus spanja. Če imamo potem dovolj, se pravi, v nočnem času morajo otroci imeti res dovolj ur kakovostnega počitka. To moramo imeti v mislih. In enako potem, recimo, ko se pomikamo zdaj iz poletja v zimski čas, ne, ko se pomaknemo iz tistih poletnih, ko so bile počitnice, ko nismo imeli enega takega urnika natrpanega, kot ga imamo zdaj začetkom jeseni, ne, ko se začnemo pomikati proti temu času, je potrebno isto. Vsak dan 10-15 minut pomakniti čas spanja, uspavanja bolj v tisto ure, v katerih potem bomo dosegli res to časovno obdobje. In tako isto velja tudi za nas odrasle. Enako. Ravno tako, ne. Premik ure nam bo sicer povzročal nekaj težav, ampak Če se postopoma počasi navaditi, parim nevšečnostim se lahko izognili. Jaz sem počasi izčrpala vprašanja. Imam še eno za večerno rutino, ker smo se pogovarjali, koliko je pomembno za uspavanje. Kaj pa sorojenci, torej, ko imajo družine več otrok, a se ta večerna rutina prilagaja? Mlajšemu, starejšemu, sta 2 večerni rutini? 3. Ja, 2 pa 3 ne bomo speljali, neko sredino bomo vzeli, oziroma tako kot večino stvari, kadar je več sorojencev v družini, poteka dogovorno, ne? Kar pomeni, da recimo branje ali pa poslušanje poteka sočasno, pri čemer se upošteva, ne, tudi želje enkrat enega, enkrat drugega in o tem se dogovorimo. Z otroka se da ogromno stvari dogovoriti, je pa običajno to, da mlajši hočejo več, ne? Mislim, da se pravzaprav prej mlajši otrok prilagaja, zato ker hoče biti tako kot je starejši brat oziroma sestra, prilagaja starejšemu kot pa obratno, ne? Ta starejši pa ne bi bil tako. Kaj pa mogoče razlika med res zgodnjim malčkom pa med starejšim malčkom, ne? Ker tle je res velik razpon. Kjer je starost? Rečemo leto pa pol, pa 4 leta, ne? To je zelo velika razlika med njima, ne? Ta leto pa pol, ne vem, rabim še mleko, bližino, tako naprej. Ta 4-letan mu je pa dovolj pravljica, ne? A to dela zdaj skupaj, pa mamica, ali loča, da starš en... Ne, jaz bi delala skupaj. Pri čemer tisto, kar bo ta mlajši še dobil, naredimo prej, ne? Potem je pravzaprav ta pravljica pika na i. Včasih se bo tudi zgodilo, da bo mlajši otrok prej zaspal, ravno zaradi drugačnega ritma, ki ga ima, in zato ne nehamo brati, ampak beremo starejšemu še naprej. In to so pravzaprav te naravne stvari, ki jih mora vsak starš nekje uravnotežiti oziroma najdeti sam. Vedno pa sta pa otroka zelo nezadovoljna, če boste dobila vtis, da imamo dvotirnost, da najprej bomo uspavali tebe, ker si še majhen, potem pa onega, ravno to, da so majhen, in so uspavali mene, ne bo šlo. Vedno pa tudi poslušaš še, kaj je pri starejšem, in je pravzaprav bolje, da naredimo, se pravi, da peljemo neko srednjo pot in se tudi za starejšim otrokom dogovorimo, da včasih bo pa ta osnovna pravljica krajša, vsebinsko malo drugačna, zaradi mlajšega brata in sestrice bo razumel. Zgodi se pa tudi, kot sem rekla, da bo ta že zaspal, pa lahko potem še nadaljujemo naslednjih 10 minut z starejšim otrokom. Lina, imamo kakšno vprašanje od doma, ali že vsi spijo? Imamo sicer tudi nekaj gledalcev, poslušalcev z nami. Zaenkrat nobenega vprašanja. Potem bomo rekli it's a wrap. Jaz se zahvaljujem vsem nam, da smo pripeljali ta dogodek do konca. Verjamem, da smo slišali kakšne stvari, ki jih mogoče smo vedeli pa pozabili, ali pa kakšne stvari, ki smo jih na novo izvedeli. Zdaj vsi vemo, kako pomembni so ti trenutki uspavanja in pa izbranja aktivnosti, ki jih starši namenite malčkom, in pa brez dobrega uspavanja ni dobrega spanja, brez dobrega spanja, oziroma dobro spanje je najboljša popotnica pravzaprav za naslednji dan, pa za naslednji dan, pa za naslednji dan. Zdaj lahko tudi vemo, kdaj
smo sodelavci sitni naslednji dan v službi, mogoče nismo dobro spali, lahko vzamemo tudi to v zakup. Povabim vas še ta četrtek, kar je jutri, zvečer lahko prisluhnete novi lahkonočnici Čopka in Zofka, najboljši prijateljici v aplikaciji Lahkonočnice oziroma v živo oddaji Otroci. To je to, hvala lepa. Če se komu porodi še kako vprašanje, veste, kje nas najdete, tako da z veseljem odgovorimo. Prosimo naših sodelujočih strokovnjakinj, da odgovorite na vaše vprašanje. Hvala. Hvala.